No, prišli so tisti meseci, ko hitro lahko komu kaj zdrsne, ali pa se mogoče odpravljate na kakšno smučarsko dogodivščino, ali pa na kakšno sankališče, drsališče, kamorkoli pa že. Možnosti za kakšno poškodbo je v teh mesecih malce več. In super je, da svojemu telesu privoščite en tak popolni pregled, da vidite, kaj je v redu, kaj ni v redu, kje morate mogoče malce mišice natrenirati, zato da se boste dobro počutili. Se veste, če peljete avto, zakaj ne bi peljali tudi svojega telesa. In tudi danes imajo tisti, ki seveda želite, priložnost in možnost, da izkoristijo brezplačni pregled in svetovanje v fizioterapevtski ordinaciji Korpus, ki pa se ne nahaja zgolj v Ljubljani, temveč tudi v Novem mestu. Veliko informacij si lahko preberete na www.korpus.si, sicer pa je tudi danes v naši družbi fizioterapeut Izidor Ivanovič in danes bomo govorili o tem, kaj se zgodi, ko nas nekaj vščipne v hrbtu, ponavadi ravno v ledvenem delu. Govorila bova o herniji. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala lepa za takoj povod. Ja, seveda. No, ni pa Izidor edini, ki je danes v naši družbi, tudi Poldija pozdravimo, glede na to, da bo danes demonstriral nekaj več o sami herniji. Kaj pa pravzaprav hernija sploh je? Kaj zdaj to označuje? Sam izraz hernija pomeni izbočenje. Pomeni nekaj izbočenje ali pa imamo tudi inguinalne hernije, recimo to ljudje tudi poznajo, pa kila. Recimo tudi pod to ime spada, je takem ključen prevod, gre pa praktično za eno izbočenje medvretenčne ploščice, če govorimo torej o herniji v hrbtenici. Ta ploščica se izboči, gre za eno tako prekomerno obremenitev v sami hrbtenici, zaradi ponavljajočih se nekih obremenitev, pride praktično do natrganin teh okolišnih vezi, ki držijo ploščico, in nastopi ta hernija. To je zdaj ena taka ta rdeča tvorba, ki se tle lepo prikaže. Bodi si ta hernija tudi pride večkrat do izbočenja zaradi statičnih drž, recimo kot je sedenje. Pravijo, pa kako lahko pri sedenju povzročim hernijo. Ravno iz tega razloga, ker sile, ki delujejo med dvemi vretenci na medvretenčno ploščico, torej v tem primeru, če sedimo, poleg gledamo televizijo, si predstavljamo, smo čisto zviti, torej izgubimo naravno krivino, to je ta notranja ukrivnost, to je torej ta recimo naravna krivina v hrbtenici, ki praktično drži neko biomehansko ravnovesje, tako bi morali sedeti, tako, poravnano. Torej dvojna krivina v vratnem in pa v ledvenem delu, torej ta notranja in pa zunanja v prsnem delu in pa pač seveda križinca naprej. In seveda, kaj se zgodi? Potem pri teh izbočenih pa ponavljajočih se gibih, potem tudi z rotacijami, ob obremenitvi v eno ali drugo smer. Velikokrat so te hernije, velikokrat posledica pritiskov, torej izbočanja dveh vretenc in še kombinacija rotacije. Pa praktično, če smo prej omenili sedenje, kaj se zgodi pri sedenju, torej iz tega naravnega položaja, ker vidimo lepo ukrivljenost, pride do izbočenja medvretenčne ploščice, tu se prav lepo prikaže. Lahko še enkrat to ponoviš, zdaj kamera se mi zdi, da malce bolj pobliže pokazala. Se pravi, kako naj bi sedeli in kako potem zgleda? Sedeli naj bi tako lepo zravnano. Torej v tem položaju nekako držimo medvretenčne ploščice v nekem ravnovesju. Torej te medvretenčne ploščice so polne gelaste snovi in praktično skrbimo za enakomerno prehranjevanje, enakomerno obremenitev teh vezi. Kaj pa se zgodi pri sedenju? Pri sedenju se pa zgodi tole. Če si predstavljate balonček tle vmes med temi dvemi vretenci, praktično se ta balonček izboči. To ne pride od enkratnega dogodka, seveda, ampak od ponavljajočih se dogodkov. Ja, dragi gledalci in gledalke, če se pa zdajle niste zravnali, da lepo sedite s pokončno hrbtenico, pa ne vem, kdaj se boste. Torej, že pravilno sedenje je že preventiva. Je že preventiva. Kakšni pa so simptomi, da ta mehurček ven porine? Kakšni so simptomi? Posledično, zdaj hernija povzroča zelo tako tipično bolečino, taka pekoča bolečina, sploh pri ljudeh, ki se srečajo s hernijo, prvi občutki, ko pride do prvega stika, do prvega vnetja, pride do bolečine preko hrbtenice, torej v tem predelu. Veliko ljudi, ki to že ima, že dobro ve, kako se začne, da kar boli preko hrbtenice, tako da bi hoteli presekati, v hujših primerih včasih tudi klecnejo, to so že kar močni, torej hudi primeri. Imamo pa tudi hernije, ki so tihe. Torej obstajajo, ampak ne delajo težav. Tudi to moramo vedeti. In
ravno zato sem oslovil to oddajo, hernija, težava ali priložnost. Je priložnost v tem smislu, če se opazi hernija, če se ugotovi, pa ne dela težav, to pomeni, da samo imamo dobro izhodišče oziroma je ena dobra podlaga za to, da vemo, kako ukrepati naprej. Torej je priložnost, da zadevo urihtamo. Hernijo lahko poštimamo, nikakor, ko enkrat medretenčna ploščica se izboči, ne more iti nazaj. To je ena izmed tudi zmot. Veliko krat slišimo, ja, so mi vretence naštimali nazaj. Vretence se ne more nazaj naštimati. Ni teh vzvodov v telesu, da boš kar vretence nazaj naštimal, to ne. Tudi medretenčne ploščice ne. Lahko vplivamo na te se pravi, ko to enkrat pride ven, je zunaj? Je zunaj, tako. Zdaj edino, kar je večja težava, je ta pritisk medretenčne ploščice ob živčnem koreninu oziroma ob rokav živčne korenine in ta povzroča potem vnetje. Kaj pa delamo mi s temi fizioterapevtskimi postopki, je pa to, da medvretenčno ploščico praktično, oziroma te strukture okrog medvretenčne ploščice probamo umiriti, da se to vnetje tudi potem zmanjša. Ker samo vnetje povzroča bolečine potem v tem predelu hrbtenice. Kako pa je recimo hernija povezana zdaj z išiasom? Išias je, pa tudi evo ga, išias je ena definicija bolečine, ki se razteza, to vedno poudarjam, je od hrbtenice navzdol pa preko kolena. To je išias. Išias ima več vzrokov, ogromno. In v teh vzrokih za išias je tudi enih 15%, ki so že specifični, torej jih vidimo, jih nekako prikažemo z magnetno resonanco, z dodatnimi slikami in tako naprej. Eden izmed teh 15% je pa tudi hernija. To je pa ta izbočenje medretenčne ploščice tukaj. In ta medretenčna ploščica pritisne na samo živčno korenino in nekako povzroči bolečino po poteku išiasa, zato tudi tem rečemo išias. Eden izmed vzrok je pač ta pritisk. Takole, jaz bom tale trenutek ponovila, enkrat to gre ven, gre ven, pol tega se ne da notri, lahko pa je torej hernija tudi priložnost, da se poštimajo druge stvari, govorila sva o tihi herniji in fino bi bilo, res naša telesa mečkeno preveriti in v času gostovanja Izidorja imate priložnost in možnost za brezplačen pregled in pa svetovanje v fizioterapevtski ordinaciji, govorimo o zasebni fizioterapevtski ordinaciji, kjer praktično zelo hitro pridete na vrsto in da vas pogledajo. In zakaj ne bi te priložnosti zares izkoristili, sploh zdaj v tem času, da boste lahko rekli za nov let, evo, jaz sem se porihtal, šel sem na servis, vse sem doma pospravil, zrihtal sem se. Na korpus.si lahko preverite več stvari oziroma v samem oglasnem bloku boste lahko zasledili tudi telefonsko številko, da se za to brezplačno, torej svetovanje in pa pregled tudi prijavite. Govorila sva torej o povezavi z išiasom, ampak je hernija značilna bolj za starejše osebe ali lahko prizadene tudi mlajše? Prej sva govorila o tem, da lahko že od samega sedenja, ne? Lahko prizadene tudi mlajše, to sigurno. Imamo tudi primeri, kjer so že kot najstniki lahko operirani zaradi hernije. To so res redki, ampak pač v medicini je vse mogoče, pravimo. In tudi to je, praktično, da so tudi pri mladostnikih že opažene hernije, tudi operacije. Sam sem imel, mislim, da 2 primera v svoji praksi, fanta stara 18 in 17 let po operaciji hernije. Pri enem je bila poškodba, nekako temu botrovala, v drugem primeru pa ni bilo pojasnjeno, zakaj točno, ampak so neke genetske predispozicije. Večinoma se pojavlja hernija tam v srednji življenjski dobi, tam nekje do 50-55 leta, torej nekje po 30-35 letu tukaj vidimo, da narašča ta pogostost pojava hernije v populaciji. Medtem ko pa pri starejših se pa zopet to zmanjšuje. In zakaj? Zaradi rigidnosti hrbtenice. Hrbtenica postane manj gibljiva, bolj rigidna, tudi zakostanjujejo se tudi medretenčne ploščice, postajajo se bolj čvrstejše, trdne, niso več toliko, bi rekel, gelaste, tudi manj frkajo ven po domačem. Se pravi, jih je treba skozi malo podmazati. Ja, to pa itak, z gibanjem, z rednim gibanjem, z dobro prehrano, z vsem tem, kar v tej tvoji oddaji govorite, to sigurno. Poleg tega pa še z enim takim pravilnim gibanjem, bom rekel, vzdrževanjem drže, simetrično gibanje, čim več. Odlično. Torej, preventiva, ena od preventiv je absolutno, torej, ravno sedenje, pravilno sedenje, prehrana, gibanje nasploh. V glavi, torej v preventivo v glavi. Katere so še tiste zmote o herniji? Katere so zmote? Zmote o herniji so te, da recimo, kot sem že prej povedal, da je edina, ki povzroča išias, to je prva zmota, ni res. Imamo ogromno struktur, ki lahko še povzročajo išiasu podobne bolečine oziroma išias. Druga je zmota ta, da ven skoči
vretenc, se smatra pač, da je to ukleščen živca, ne skoči vretenc ven. Ne. Vretenc, če skoči ven, je to tukaj paraplegija lahko, ne. Torej ni te variante. Ne. Potem, da se ne da pozdraviti, zmota je tudi ta, da smo hernjo dali nazaj na pozicijo, se ne da nazaj na pozicijo, sigurno ne. Kako pa je potem pri fizioterapiji? Se pravi, kako pri fizioterapijo, s fizioterapijo pomagamo? S fizioterapijo z različnimi tehnikami, manualnimi predvsem, to so torej vse te ročne tehnike, kjer poskušamo vplivati na ta, recimo, ta segment, torej ta del tukaj v hrbtenici, tako da razbremenimo pritisk, torej te strukture na živc, torej da zmanjšamo to vnetje okrog živca. S temi postopki, s fizioterapijo vplivamo na to, da se ta vnetje počasi zmanjšuje in tudi ta bolečina, ki je recimo zelo značilna, da preseka čez hrbtenico ali pa da gre po nogi dol ali pa od spred in tako naprej, da se zmanjšuje. Kako pa potem fizioterapija pri herniji sploh poteka? Fizioterapija pri herniji je taka, predvsem prvič se osredotočamo na to, kakšna je oblika oziroma katere stopnje je hernija. Katere stopnje? Tako. Tu si lahko pomagamo z dodatnimi preiskavami, kot je magnetna resonanca. Klinična slika še največ pove, se največkrat zanašamo 90% na klinično sliko, to, kar pri pacientu vidim. Potem se pač zbere metoda, odvisno kaj je, kje je hernija, na katerem nivoju, kam gleda, kako pritiska. Potem se pa nekako odločimo, ali bomo delali z mehkimi metodami, bolj s trdimi metodami v fizioterapiji. Veliko uporabljamo tudi te pasivne fizioterapevtske postopke, kot so razne elektroterapije, predvsem probamo blažiti z nizkovoltažnimi električnimi tokovi, z visokimi frekvencami in tako naprej pri akutnih težavah, da zadevo počasi umirjamo. Ja, najlepša hvala, Izidor, za vse informacije, ki si jih torej posredoval. Še eno vprašanje, če nas vsaka tuk cajta, če koga malo špikne v križu, pa pač to leta in leta ali pa mesece in mesece ignorira, je to že alarm za to, da gre na nek preventivni pregled v fizioterapevtsko ordinacijo? Sigurno, če se ponavlja, to so taki sindromi, ki se vsekakor dobrodošli za pogledati. Odlično.